Pozdravljeni v 7. epizodi Simple Life podcasta 14. junija 2020. Z vami sem Jure Peher in tole je en tak freestyle podcast, meni je vedno bolj zanimiv govoriti v diktafon, kaj tak, še iz diktafona imam prek kabla povezane slušalke. In obenem, ko govorim v diktafon, lahko preverjam, kakšen je zvok. Se pravi, jaz rečem in direkt v slušalke na glavi slišim, kaj sem rekel. In je tako ful zanimiv. In zdajle sem prižgal play in kar bo, tako nekako. O čem bi govoril? Meni je recimo, veš, kaj mi je zanimivo? Da jaz ko sem bil 17 let star ali pa tam nekje, saj niti ne vem točno, sklepam po datumu, kdaj sem si naredil svoj bolha.com uporabniški račun. Mislim, da je bilo par mesecev za tem, ko sem pogruntal, da imam preveč stvari, sem si pač naredil ta uporabniški račun in začel prodajati stvari na bolhi. In zdaj, ko razmišljam o tem, je zelo zanimivo, da, life je kakor ena velika kugla. In če, dojameš to celo kuglo, pol dojameš cel life. Kar pa mi lahko, oziroma kar imamo mi na voljo, je kakor ena roka. Roka, ki se lahko dotakne te kugle. Ampak roka, zdaj, če si predstavljaš kuglo 1 meter krat 1 meter krat 1 meter, ta roka je malo majhna, ne, mislim, tudi čez košarkar pa 2 metra velik, še vedno pač ne boš prijel te kubično metrske, ne, v bistvu malo manj kot kubični meter, ker tisti bi bil kvadrat oziroma kocka. Pustimo matematiko zdaj. Pač s to roko lahko ti zagrabiš samo tako en del lifea. In ga ne moreš kot človek s to zavestjo, človeško zavestjo, ne moreš dojeti celega življenja. Pač moraš iti na višje nivoje zavesti, ne, in se začeti istovetiti, da si duša, da si Bog oziroma da si vse, da lahko pol dojameš celoto. Ampak ljudem nam je, mogoče je samo meni, mislim, niti ni samo meni, zagotovo ni samo meni, v bistvu je ogromen ljudem, v bistvu je vsem. Nam je zanimivo, pač radi bi vedeli, kdo smo, zakaj smo tule, kaj se zgodi po smrti, tako res, kaj se pol zgodi? A ni? Kaj je pol? Pa tako vsi se to sprašujemo, pa gledamo drugega, a kdo slučajno ve, pa en dobi ful dobro idejo, pa pol začne to razlagati, pa ostali, ja, sem res, bi bilo tako. In v bistvu pa noben ne ve. In je dobro tako. Ker pol imamo vsi ljudje eno skupno točko in to je, da smo tukaj na tem planetu skupaj v svoji nevednosti in zdaj pač probamo, we are trying to figure shit out, in to skupaj. Ne vem, vedno mi je ta aspekt pol všeč, da je mogoče zaključek to, da smo nevedni, ampak smo vsi nevedni. Smo pač ena ekipa skupaj na tem planetu, ki probamo pogruntati ta life. Zakaj sem pa o roki začel govoriti, je pa zato, ker vsak od nas pač hoče pogruntati, kaj je life, kaj je vse skupaj, ampak ima na voljo samo to roko in se mi zdi, da vsak od nas lahko najde na tej kugli eno oprijemno točko, ki je njemu blizu. Da vsak od nas niti ne išče, ker ne more, ne, da bi dojel vse, ampak išče samo, kako bi zagrabil to zadevo. Samo eno točko, za katero lahko primaš vse to in prek te točke pol raziskuješ ostali del. Za nekoga recimo je lahko to
fitness, pa fizika, mislim, telesnost, ne. Za nekoga je lahko seks, pa tantra in podobno. Za nekoga je lahko posel, pa mu tisto čisto dogaja in prek posla poskuša razumeti cel life. Za nekoga so otroci, družina, odnosi, za nekoga je mogoče osebna rast, pa razmišljanje o teh temah. Evo, med njimi sem jaz, ker pač meni je toliko zanimivo razmišljati o tem, ker nič drugega se mi ne zdi toliko vredno, kot pač razmišljati, kva je life. A ni zanimivo, da smo mi vsi kle, pa tako noben ne ve. To je tako smešno, noben ne ve, zakaj smo tukaj. In pač smeh je, smeh. Po svoje dobro, po svoje... Je odvisno, kako gledaš, ne. Lahko ti je to ful zoprno, da ne veš, ne. Lahko pa si rečeš, ne vem, nikoli ne bom vedel, ampak vsem bom probal in pol je pač naprej raziskuješ in tako pa spet prideš enkrat do točke, ko sam pizda, jaz res ne vem, Pa mislim, da tudi nikoli ne bom vedel. Ampak gremo vse probat še enkrat, ker je pač zabavna, pot je zabavna, ne. Sam pot, ja, saj tudi, ko prideš na cilj, saj kakor smo vsi verjetno že doživeli v življenju, cilj, ja, pač ga dosežeš in pol si na cilju in kva zdaj? Ja, gremo še enkrat okoli in je tako ena igra ali pa kakor en vrtiljak, ne, ke pač narediš en krog in kaj boš pol? Ja, pač šel še en krog, ne. Halo? Tako da glede oprijemne točke je v bistvu je tale osebna rast moja, ampak sem ugotovil, zato sem prej omenil bolho, ne, da sem jaz do osebne rasti, da je v bistvu, ja, ta moja oprijemna točka je poenostavljanje. Se pravi, prvič, ko sem se srečal z globljimi temami v življenju, je bilo to, da sem videl, da imam veliko, saj čisto banalno bo zvenelo, ne, ampak vsak od nas se mi zdi, da začne na najbolj banalen možen način. In pol pač prek tega gre počasi naprej. In moj banalen način je bil, da prah. Ja, prah. Meni ni jasno, zakaj je prah tako, a more to obstajati, pa tako vsak dan ga je več in pa tako nobenemu ni jasno, zakaj, kako, a more biti prah. Če kaj nas vse ljudi skupaj drži oziroma da nam je enotno, je pa to, da nam gre prah vsem na kurac, tako resno, no. Fucking prah, a ni? Pizda ta prah. No, in sem ugotovil, da glede na to, da so me vzgajali, da sem, sem hotel reči čist, ampak urejen, čist, higieničen in pač tako, ni da ni človek, kar pomeni, da pač skrbim za svoje stvari in jih spucam vsake toliko. Saj od takrat sem malo znižal standarde, ker sem ugotovil, da je lažje živeti, če, ne pucaš skozi prah. Ampak pri 17 mi je bilo pa tako, da sem hotel imeti čisto pa urejeno in sem ugotovil, da več stvari, ke imam, ko so rojstni dnevi, pa kaj dobiš, pa si sam kaj kupiš, pa pač se stvari nabirajo, sploh če lepo paziš nanje, pa jih ne mečeš stran. In ugotovim pol, da jih imam jaz veliko in da več stvari, ke imam, bolj se prah na njih nabira. Čakaj, bom jaz zdaj malo vode spil, ker mislim, da ven gre enim tole mlaskanje že konkretno na kurac. Mislim, saj meni gre kdaj. A ste že kdaj poslušali kakšen podcast, ki kdo zdajle si zamašite ušesa? Ta mlask naredil. Koliko to sovražim. Tako da ja, bom probal čim manj mlaskati. Kar se tiče, moja torej oprijemna točka je bila, da sem hotel dati čim več stvari stran in imeti samo tisto, kar potrebujem. In pol sem čez leta na bolhi veliko stvari prodal in je bila kar zanimiva izkušnja, ko pride
pa te en kliče, a ti še to ponujaš, pa ja, jaz še to ponujam, pa pol, a je res cena taka, ja, cena je taka. Veš, kaj sem ugotovil? Da Slovenci ful smo dobri pogajalci, ker a veš, nismo tako kot Arabci, ki priješ na bazar in malo da ne moreš, a veš, se pogajati za ceno. Ne. Slovenci smo tako, a je to 20 evrov? Ja, to je 20 evrov. Ok, pa ne. A veš, če mu je 20 evrov preveč, pač reče ne, pa ne. In sploh ne bo šel naprej se pogajati, ne. A veš, za enega Arabca bi bila to začetna točka, za nas je pa tako, 20 preveč, ne. Ja, to sem ugotovil, pol se naučiš tudi malo povpraševanja ponudbe in enkrat sem tudi razmišljal, da prvi stik, ki ga ima v bistvu otrok, vsaj fant, z ekonomijo, ne, so sličice. Ali fuzbal, ali mi smo Pokemon karte, pa Yu-Gi-Oh karte zbirali. In je pol, katera je koliko vredna, pa koliko lahko to menjam, pa če enemu spizdim, ja, takrat se prvič srečaš s krajo, ne, ko enemu spizdiš slikce in pol dobiš prvič občutek, to ful ni dober feeling, enemu nekaj ukrast. Jaz tega rajš nam več počel. No, kar se hotel pa reči, ne, da to prodajanje stvari, minimalizem po domač povedan, oziroma esencializem. Ker minimalizem je, da imaš samo malo stvari, esencializem je pa tisto, ki, ja, jih imaš malo, ampak predvsem tiste, ki jih potrebuješ. No, in prek tega pol človek pride do osebne rasti, se pravi, da se najprej znebiš fizične navlake, pol ugotoviš, da se moraš znebiti digitalne navlake, pol ugotoviš, da obstaja tudi psihična navlaka, pizdarija. A veš, imam določene navade, ki me bremzajo pri tem, da bi delal v življenju tisto, kar hočem, ali pa imam kakšna prepričanja, ki so pač skregana z resničnostjo, in če je kakšen prepir, ki ga res se ni dobro iti, je pa z resničnostjo, ker ta bejba vedno zmaga. Tako vsakič, lahko se probaš z njo kakorkoli pričkati, a ne, ona bo zmagala in ti boš sam na koncu mogel reči, ja, kapo dol, pač nimam, ne morem, ker pač ne moreš, ne, a veš, resničnost je resničnost in je resničnost in tako, kaj je najboljše, da jo sprejmeš, se lepo podpišeš pod njo. Ta fraza mi je še zdaj ful dobra. Pač enkrat je en kolega me vprašal, a si se že podpisal pod resničnost. Češ, da priješ na ta svet in pol enkrat moraš sprejeti, da si kle, da je tako, kaj je, in da pač ti živiš tukaj, zdaj, v tem kontekstu. In se pač podpiše spodaj. Ja, temu je tako, dajmo zdaj pač iz tega, kar je, narediti najboljše. In ne morem verjeti, da jaz sem tole šele pri 30 dojel. A veš, da pač, oh my god, koliko je to trajalo. Pa ne vem, koliko časa sem se jaz kregal s tem, a veš, da, mislim kregal, saj to je bilo globoko v meni, ampak kregal s tem, da, ja, da mi ni kul tako, kaj je, a veš, pa ne vem, ko sem bil mali, a veš, sem hotel imeti sestro in ne brata, ne vem zakaj, ker imam brata izredno rad, človek je faca in tako ga ne bi za nič zamenjal, za nič. Pač ja, koliko imam jaz svojega brata rad, to je hudo, tip je the best. In, a veš, pa si pa želel sestro, kva, lej, brata imaš, pa zelo v redu brata imaš in ja, lej, tako pač je. Ali pa kaj je bil še kakšen primer, ko sem nekaj hotel, pa se ni uresničilo. Ali pa sem nekaj hotel, pa pač ni bilo tako, pa sem se jaz kregal s tem.
Zdaj, vmes, ko jaz razmišljam, še vi razmislite, tako kva je bilo na resničnosti, kar ni bilo v skladu z vašo predstavo, pa niste hoteli sprejeti tega pešega. Ena je, ko se spomnim, da nikamor v lifeu ne priješ brez trdega dela. A veš, to trdo delo, to mi še zdaj tako, a se lahko tega ognil nekako? Ja, a ne, pa mislim, da se ne da pizda. Če hočeš kam prijeti v lifeu, se moraš tega, sem hotel reči, se moraš tega ogniti. Se ne moreš temu ogniti, pač trd del je. In je način, kako se nekam prestaviš. Sicer lahko, a veš, še vedno vmes, ko trdo delaš, še vedno delaš to pozitivno, a veš, pa dihaš vmes, pa ti tako. Pač delam, ne, ampak pač vmes pač dihaš naprej, ne, a veš, se ne rabiš delat, a ne. Lahko pač delaš. Mislim, da vsi veste, kaj mislim. Druga je bila, da pa tam je še zdaj matra, da pri 30 nisem imel še resne punce in kakor da nisem vreden, da bi bila ena tako čedna ženska z mano. Ne vem, od kje je to prišlo, pa ne vem, zakaj je to še vedno tule, ampak a veš, tako, ko vsak, ki me pozna, ve, da sem ful v redu in pol mi kakšne reče, pa kako si ti še samski, tako meni to ni jasen. In pol jaz rečem, ja, meni tudi ne, ampak v bistvu pa ne vem, nekje imam neko blokado, da sebe ne vidim tako, ko me drugi vidijo in posledično pač kar samski pri 30. Kar imam pol veliko cajta zase, pa za svoje projekte, pa za razmišljanje o teh zadevah, tako da potencialno je to dobro, kam najprej pogruntil, kdo sem jaz, preden, a veš, bom mogel pogruntati, kdo sem jaz v odnosu z nekom. Mislim, da je tako eno fajn gledanje, da pač na žensko v svojemu lifeu ne gledaš kot na nekaj, kar rabiš, da bi bil srečen, ampak kot na bonus. A veš, ti moraš biti sam sabo cool. Ja, ti moraš biti sam sabo cool. In pol si eno najdeš, ker ti je še tako ekstra cool. Ampak ja, gremo v tem vrstnem redu, ne, pač najprej sebe spedeni, najprej ugotov, kako bi rad živel ta life in pol ženske, a veš, ne moreš imeti mislim, sej valjda imaš, cel life se učimo, cel life rastemo, ampak tako, da priješ vsaj do ene, recimo temu, sicer mi ni najljubša fraza, ne, ampak do ene good enough stopnje in pol si z eno skupaj. Ko si pa s sabo tako, cool. In recimo brat je na tem, najboljši prijatelj je na tem, v bistvu vsi ljudje, ki se jaz z njimi družim, razen enega, pa še ta je pred kratkim eno spoznal. Joj, tako res, jaz sem edini lolek v tej družbi, ki je brez punce. To je smešen. In pol, a veš, še govorim o tem in najverjetneje bom tole naložil na YouTube in dejansko bo to 7. podcast. To je pa tako hilarious. Človek je šel pa to naložil. In to lahko pol en posluša, a veš, unika me poznate, ne, dejansko ste zdajle to vse preposlušali in vam je tako, joj,
ta pehar, kva temu ni jasno. Mislim, sej, a veš, se vam obenem zdi smešen pa dober, ne, ampak tako vse pehar, kva pa tep ni jasno. Ok, kaj še? Life, prijemna točka, do osebne rasti. Ja, to sem prej hotel reči, da je ta pot, ne, je pač vsak od nas ima neko prijemno točko, neko začetno točko, pa niti nima veze, ker je to kakor ena gora, veš, in na vrh te gore je Buda, razsvetljenje, rečemo temu, dojem, kaj je life in kako ga hoče živeti in da je vse cool, ne. Vsi hočemo priti na vrh gore. Zdaj pa, kje spodaj začneš šetati na to goro ali pa plezati na to goro, tu ima pa vsak svojo točko oziroma ubere svojo pot gor. Ampak se mi zdi, da, pa dajmo spet malo vode spiti, to mlaskanje ne grem kam. Da vsak od nas ima svojo točko in svojo pot gor. Pa nima veze, kako greš gor, a veš, ko vsi pridemo na vrh. Tako da, a veš, če se nekdo začne ukvarjati z minimalizmom, ali pa nekdo drug z recimo lepoto, pa make-upom pa to, pa en tret z fitnessom, pa en četrt z ne vem, zakaj mi frizerstvo padlo na pamet, ampak rečemo frizerstvo, pa tretji ali peti ali pri katerem sem že s poslom in vsak ima neko, se pravim, oprijemno začetno točko, pa pač šeta gor počasnej ali pa hitrej. Meni je lik zato o osebni rasti zanimivo razmišljati, ker se mi zdi, da na ta način bom še najhitreje prilezel gor upam, da do razsvetljenja, pa da mi sveti stvari postanejo jasne, a pa da sem sam pomiren sam s sabo. Ker pred kratkim sem ugotovil, da je to v bistvu edina stvar, ki si jo želim. In mislim, da ta občutek vsi poznamo, smo ga vsaj enkrat v življenju doživeli in to je tisto, ko pride en moment, ko si samo ko ti je sam cool. Ko ti je tako cel life cool in ja, nasmeh na obrazu do ušes in to je to, pač. A ne? In to je to, kar vsi hočemo, to je vrh gore in jaz bi rekel temu razsvetljenje, ker si skozi v tem stanju. Sicer, how the fuck do you get there, ne, je od vsakega posameznika odvisno. Še kako bi jaz lahko? Kakšna meditacija, joga, prej sem se malo raztezal, pa tako prav paše to je. Špage še zdaj ne moram narediti, ne vem, 1-2 let nazaj me je začela ideja fascinirati, ne, in pa sem začel malo raztezati medkorak, mednožje, ko se temu reče, pač to mišico pritrjeno med stegnom pa, no, saj veste. In ja, še 2 let kasneje pišu, ker sem tako blizu, ampak usest se pa ne morem, še zdaj. Ampak je izziv, mislim, da ga bom še malo nadaljeval, pač sprobati je treba. Tako da joga bi bila nekaj zanimivega, pač gibanje oziroma meditacija v gibanju. Če kaj še, da bi poenostavljanje, ja, meni ta simple life simple life mi je ful všeč domena in koncept in pač rad pišem ta blog in tudi delam ta podcast zdaj po ta novem. Saj vem, da je mogoče na napačni platformi, ker YouTube je za video, ampak glej, takle imamo zaenkrat. Ampak kar sem hotel pa reči je, da mi je všeč ideja, da obstajajo neke poenostavitve življenja, ki jih lahko enkrat narediš, enkrat samkrat in ti tvoj cel življenje vse do smrti izboljšajo. Ali pa potencialno še po tvoji smrti drugim ljudem.
A veš, ko si pač živel res dober life, pa koga navdihnil, pa zgradil kaj, kar je tebe preživel, ali pa sam te imajo ljudje v dobrem spominu in si jim pač za vzor, ne. Tako da stvari, ki jih lahko narediš enkrat, pa za stalno zboljšajo. Primer. Modrostne zobe daš enkrat ven. Samo enkrat in so pač vzun in tudi ostanejo vzun. Ne vem, če je bil kakšen junak, ke sta mu dva modrostna zrasla na istem mestu. Pol, da imaš, ne vem, hibridne gume na avtu, veš, če se ne voziš, skupaš enkrat hibridne gume in pol 2krat na let ni treba hoditi na servis pa te gume menjati. Ali pa, da se, ne vem, enkrat se, a veš, bom jaz naučil, kako se dobro piše članke, pa kako se pride na prvo stran na Googlu, pa kako se lepo posname, a veš, tako da ne govoriš skozi in pa pa da ne mlaskaš, pa greš folku na živce s tem, ne, ali pa celo sebi. To se, a veš, sposobnosti, ne, te se ponavadi naučiš enkrat, tako kot kolo voziti. Kolo voziti je najboljši primer tega, ke se fucking enkrat naučiš in znaš. A ni to najboljše? Enkrat se naučiš in pol, recimo, če se pri 5 letih, pa živiš 100 let, imaš 95 let mir. Si se naučil in zdaj znaš. A ni to dobro, no? In jaz mislim, da take zadeve, predvsem take zadeve bi jaz mogel iskati in jih tudi že, in jih pol objavljati na tem podcastu pa na tem blogu. A veš, to mene najbolj fascinira. Ja. In pa si predstavljaj, recimo, da je teh poenostavitev ene, ne vem, 100. Ali pa jaz sem jih 113 naštel na onem spisku, ki sem ga napisal na začetku. In a veš, kakšen bi bil, lahko razmislite, kakšen bi bil tvoj life, če vpelješ 100 takih poenostavitev, ki jih rabiš enkrat narediti in potem za stalno zboljšaš svoje življenje prek tega, ki si jih naredil. A ni to ena res huda ideja? No, kaj še? Čakaj, bom jaz zdajle dal kar na pavzo tole, pa pol, če se kaj spomnim, nadaljujem. Zdaj pa ne najdem pavze. Veš, ko sem v dnevni, v temi, pa tulele po turško čičem, pa pričam. Mislim, da sem našel. Še ena to je pa tako ta najbolj bizarna stvar, ki jo bom zdajle povedal. Poslušam zadnje čase Ram Dassa. To je en ameriški psiholog, ki je pol pač najprej delal, mislim, da na Harvardu, pa je pol odkril psihedelike, pa je dobil čisto drugačen uvid v to našo resničnost in je pol šel na vzhod, se poduhovil, potem odkril pač hinduizem pa budizem. In zdaj njega poslušam in je ful zanimivo, ko razlaga o dušah. V smislu, da, a veš, smo vsi neka duša, ki je prišla sem na ta svet, v to telo in z neko karmo, pač ta karma je kakor, če jaz prav razumem, ne, tvoja naloga oziroma tisto, kar moraš ti v tem življenju predelati. No, ja, in si pač duša s to karmo in ta cel life je tako narejen, da je prav takoj narejen, da te sooči s temi zadevami, ki jih moraš predelati. Se pravi, jaz sem tak, ke sem, glih zato, ker moram biti tak, da se naučim oziroma predelam, kakor sem rekel, te zadeve. In me zdaj ful fascinira ideja, kako videti drugega človeka. A veš, da ne vidiš njegovega ali pa njenega videza, pa ne vidiš te, kako
kako bi rekel, socialne vloge, ki ima vsak od nas, a veš, brat, sin, zaposleni, fant, mož, oče, a veš, pač vloge, ne. Dobro, zdaj sem sam moški del naštel, ampak saj ženske veste, kaj mislim. No, in da tudi to ne vidiš oziroma odmisliš in res vidiš človeka, pogledaš v oči in vidiš njega, prav njega, kot dušo. In tule sem si prenesel sliko ene res ful luštne punce, pa jo gledam zdajle že pol ure in prav ne morem iti ven iz svoje kože, da bi njo videl. A veš, prav njo. Vse, kar vidim, je, da je ta punca res luštna. A veš, samo ta prvi nivo vidim. In probam priti čez to, pa prav ne gre. A veš, da bi, saj mogoče ste že kdaj doživeli, ne, da vas je kdo pogledal in ste res dobili občutek, da vas vidi. Vas kot vas, pač uporabljam izraz duša, ne, ampak pač, da te vidi tako res bolj v dno duše in kdor ti si zares. A veš, ne samo, ti si nekdo z rjavimi lasmi, pa rjavimi očmi, pa pač izgledaš tako, kot izgledaš, oblačila taka, kot jih imaš. In ja, da greš čez to. Težko je iti čez to, je. No, mi bo spet. Cool. Bom zdajle zaključil. Mislim tale, bom omenil, da se lahko naročite na nove epizode. Sem v bistvu ravnokar omenil, da se lahko naročite na nove epizode. To je pa to, predvsem za sorodnike in družino in prijatelje, ko boste to poslušali, pač Jure ima neke svoje misli, sej standardno, sej me poznate, ne. Ostali pa upam, da vam je bilo kaj koristno. Tako da, res fajn se imejte, pa mogoče še kdaj ponovim tole. Ajde.